Mene zanima, kdaj pišete, zvečer ali čez dan, pa kdaj dobite ta navdih? Pišem, kadar imam čas. Se pravi, po noč, po polnoči nikoli ne pišem. Zato, ker sem že v letih, pa moram iti spat. Pa še žena manjko hoče, da grem zraven. Tako da... Žena ne piše? Ne, ampak bere. Ali imaš prvi bral, še vedno? Ja, še vedno. Če imam srečo, da nimam preveč dela, lahko včasih tudi dopoldne. Običajno pa pol popoldne. Se pravi, v glavnem po dnev pišem. Nisem tak, da bi moral imeti mir. Ni mi treba posebnega okolja. Tisto svojo zgodbo, ko jo imam že zdavni naprej predelano. Pravzaprav res tako, ko je rekel kolega sobesednik, probam obrtno narediti, dobro. Pisanje romana je res neka kilometrina, ker moraš delati kakšno leto, in leto, dve, včasih še dlje. Odvisno od postprodukcije, ko je zdaj moderni izraz, ker ko napišeš, pa daš urednik prebere in pol on da svoje mnenje in pol ti reče, lej, poslušaj, dej tega junaka, dej si malo drugač, ali vzameš, ali pa ne vzameš njegove pripombe za mar, ampak vendarle še pol pišeš še čez eno leto še enkrat nekaj dodajaš. Tudi včasih so starejši moji kolegi pisateljski rekli tako, da napišejo, pa odložijo, pa pol čez pol leta vzamejo roko in pol vidijo pravzaprav tisto plevel, ki ga je treba ven spraviti in dejansko se ti to dogaja. In v tisti tako imenovani prvi roki, ko greš skozi, je neka zgodba nastane, neke stvari, ki so ti fajn sedle, nekaj pa vidiš, da ti niso fajn sedle in pol to popraviš. Ampak jaz lahko pišem, če lahko tako rečem, lahko pišem z zaprtimi očmi, kadarkoli, kjerkoli trenutku, lahko tudi delam dve stvari naenkrat, pa na obravnavi poslušam sodnika, pa pišem, jaz sem čisto v drugem svetu, tako da ni problem. Ne, kar v glavi, pa pol zapišem. Drugače pa pišem na računalnik, ja, na srečo. Sem odgovoril, ne vem, jaz sem malo zašel. Ja, to me še zanima, navdih. Ja, navdih. Joj, navdihi so pa stvar verjetno moje narave, kaj pa vem. Mogoče imam srečo. Priletijo od nekod. Ideja, ja. Pol pa idejo verjetno melite v glavi. Ja. Jaz imam teh idej veliko, sam realiziram jih pa pač toliko, kar zmorem. Še nekaj me zanima, bolj tak vprašanje. Vidim vas v Celju vedno, ampak vedno, kadar sem vas videla... No, jaz pa tečem zato, ker mi je všeč, da tečem in se mi zdi grozen, da bi moral razdaljo od tu do vas počas prehoditi. Jaz sem zasvojen s tekom in vedno tečem, pa ne zato, nikoli se mi ne mudi v glavnem. Ni zato, da ne bi imel občutka, da bi šel čas v nič. Ne, niste s tem opremenjeni. Meni je pa gospa spomnila tako na eno vprašanje in sicer glede na to, ko so le romani, ko so obsežnejše stvari, predpostavljam, kot smo že prej rekla, da ideja, ko se vam pripelje, da jo imate toliko časa v glavi, dokler eni prizori verjetno niso toliko zreli, da jih spravite na papir. Zdaj me pa tole zanima. A pišete od začetka proti koncu ali pišete tako, kot se vam prizori sestavljajo, pa potem skonstruirate, sestavite skupaj? Ne, od začetka do konca pišem. Linearno torej? Največkrat pišem pri romanih za odrasle. Sem vsaj doslej imel tak, da pišem 3 zgodbe naenkrat in jih prepletam. Dobro. No, tale Gran Canaria je tipičen tak primer za ilustracijo tega, kar prepodujete, ja? In vse zgodbe pelem istočasno in istočasno jih
zavijam in odvijam. Tako. In ko grem pisati, imam pa že narejen cel skelet. Se pravi, ko se usedete, vam je jasen konc. A in že. Ok. In tudi recimo konkretno prav pri Gran Canariji, tudi ta odločitev, da bo odprta na koncu, vam je bila tudi jasna. Ok, hvala. Z moje strani. To recimo tako dosjeji, pa to se mi pa zdi, da ste mogli kar zraven dodati. To je bilo posnet pa na televiziji. Lani je bil tako, ne. En redkih trenutkov, kjer se je vse kjer so zvezde prav stale, da je televizija realizirala nekaj mojega. Ker sem... To je bilo v 90-ih, Ja. konc 90-ih. Ja. Roman Končar? Končar, ja. Jaz sem potem napisal 5 različnih verzij tiste reklame. In sem res, bom rekel, rojeval te scenarije, ker je bil problem v tem, da so bile omejena sredstva, da so bili omejeni igralci in vsak je imel svoje ideje, kako bi to speljali. Jaz sem pa hotel že enkrat nekaj, da pride. Vse prej so bili dosjeji, dosje JK, da so bile 3 kriminalke, pa pol naslednjo leto še 3 kriminalke, pa je pa ta pravzaprav Klan, serija z 11 nadaljevanji. In ta je bila, ko je bil že vse, ko je bil cel scenarij že narejen, je prišel režiser s svojimi idejami. Problem je bil, ker je rekel, čisto banalen primer, nimamo blondne igralke stare 20 let, ki bi znala to narediti eno, ki je 40 let pa črna. Ta pa ima pogodbo v drami do takrat. In Silva Čušin je Frej, daj nekaj napis za njo. Pa je šlo vse v maloro, ampak to je... Ko sem enkrat zložil skupaj tistih scenarijev, so bili taki kupi. In vse si moral paziti, kaj je kdo rekel v eni nadaljevanki, da ni bolj v 13, mislim, nekje v 9 podaril. Tako da je bilo prav mučno. En zaplet se mi je prav posrečil, po take... V prvih 3 epizodah sta 2 grozna nasprot, 2 glavna junaka. In pol v 6. se pa 6. ali pa 4. zdaj sem že pozabil, se je pa prizor, kako skupaj stopta pa rečejo, a boš prišel na fotor rojsten dan, in vidiš, da sta brata, da sta pravzaprav en je vodil občino, en pa podjetje in prej sta grozen nasprot, pa vidiš, da sta pravzaprav povezana. Ampak to je bil pravzaprav posledica tega, da sem moral spreminjati, ampak tukaj se mi je pokrompiral, da je bil pa grozen fajn zaplet. Čelust je padla gledalcu dol, ki je to videl. Ja, ampak tam pri scenariju nisi toliko samostojen. Problem slovenske filmske produkcije je ta, da je zelo avtorska. Se pravi, da režiser najraj sam napiše scenarij ali pa vzame enega, ki ga čisto avtorsko predela. In zelo redko je na literarni predlogi, ampak je v glavnem, saj poznate produkcijo. Denarja je pa malo in vsak prej je bil sklad, pa ko so konkurirali s tistimi različne organizacije, ustanove. Razne načini so bili pridobivanja denarja, ker film zahteva veliko denarja. In zdaj, to je recimo res najdražja umetnost. In zato, da ti dobiš 1 milijon evrov v tej Sloveniji, bogi, je to katastrofa. In zdaj, noben režiser, ki ima, bom rekel, en strel v 10 letih, povprečno, ne upa tvegati, da bi vzel nekoga, kar mu ni sjel, ker mu ne bo prinesli tistega avtorskega samozadovoljstva, da je on vse naredil v tistem filmu in da je izrazil res tisto svoje videnje neke zgodbe. Kje posegajo v rokopis? Gimnazijica nič. To je bil Zoran, če se spomnim. Mojca je bila napisana v 2 verzijah.
Ena je bila, da se ta nesreča z mamo zgodi takoj na začetku, Okay. ena pa, da se zgodi skoraj na koncu. Aha. In da je sprožilni element za izpadanje las, Ta nesreča torej. nesreča pa ta neujemanje mame pa Aha, in urednik je bil pa Vaša Cerar. tako, ja. Je rekel, Igor je rekel, obe varianti so zelo dobri, odloči se, kjer boš izdal. No, Ne sem se se zdi, da odločil. ste jo to izbral, No, sej, ta je ta. ta je ta. Poj tlele Tule je, pa Nela Malečkarjeva, ne? Malečkarjeva, Ja. ni nobene pripombe bilo. Mogoče, ne, bom rekel vsebinsko, absolutno nobene. Okay. Pri Mateju tudi ne. Pri Mateju, pri Mojci je Vasja Cerar dal brat, ker sem prvič imel 3 ženske junakinje. Bom rekel, takrat v eni verziji imamo hčerko pa babico, zdaj v tej verziji je mame manj, ne? Tako, ampak Torej ni. Je dal brat ženskam in je hotel vedeti njihove Seveda, ja. odzive. In mi je bila ena pri Mojci, ena pripomba od ene gospe zelo dobrodošla, ker sem jo imel preveč odrasla v razmišljanju in mi rekla, da naj to popravim. Bom rekel, to je bil avtorski poseg na predlog urednika, Tako. ko mi je dal prebrati mnenje. Mateja je je pa... tale. Moram pogledati. Pa la... Urednica Cici Bana. Alenka Viler. Tako. Je pa njo, ona pa ni mogla doumeti tega prvega prizora, Aha. seksualnosti pri mladem fantu in je si pomagala s psihologinjo, ki je tudi spremno besedo napisala. Ja, Pa ni... Irena ni psihologinja, Ne. Irena je socialna delavka. Ja, socialna delavka, ja. Ampak mi je pustila prosto pot, je rekla, jaz tega ne poznam, ne morem ti jaz tukaj nič reči in pravzaprav ni nobenega uredniškega posega v samo besedilo. Dobro. V bistvu so vprašanja urednika pri Mateju zelo podobno vašim. A je možno, da leti fant tukaj in tukaj star v Malezijo, ali možno posvojiti tujca, otroka tujca? Ja. Taka vprašanja. Vprašanja niso pa bili pa posegi, glej, tole pa ni dobro, da je spremeni. Ste v mladosti dosti knjig prečitali. O, Ja. grozno. Ja, glede na to, Nisem hotel jesti. Pa je sestra prinesla mami knjige, pa mi je mama brala, pa me je pitala. Takrat ni bilo najbolj fajn jesti, ker si bil skozi močen pa... No, ampak so vas pa zamotili, So me prepričali. pa zamotili. Ja, mene in dvojčka, ko smo bila dva. No in pa smo zelo rada sva brala, tako da jaz sem še hodil po cest, sem bral. Aha, po Radičah verjetno. Ja, po Radičah, ja. Pa po Mlek sem šel, pa sem bral. Enkrat sem se spotaknil, sem se spotaknil, ravno gor nad Lipoglavškom, tu je en tak klanc, in pa je oče hotel vedeti, zakaj ni mleka. Sem rekel, da me je napadel. In to je pisano v knjigi. Ne, ni. Pa sem moral iti pa nazaj, pa pokazati, kje in je bil tak policist, kaj se je zgodilo, ne? Zakaj ni mleka. Res pa jaz polil 2 litra skupaj. Pa nisi priznal? Ne. Sam mislim, da je sumil, da... Aha, ampak hude ure pa tudi ni bilo. Ne. No, pošteno. Pri 16 ste začeli pisati roman. Zanima me, očitno ste dober matematik, glede na vaše knjige. Ja. Zakaj pravo, zakaj ne primerjalna književnost, slavistika? Ja, vpisal sem se na primerjalno književnost pa filozofijo. Ja? Pa sem zaradi sestrine prijateljice se prepisal iz avgusta na septembra. Tako da sem šel, avgusta sem šel po, takrat se je še dal, ne? Ja. Sem šel po prijavnico, pa sem se
na srečo pripisal na pravo. Na srečo zato, ker sem ženo tam spoznal. Ampak čakaj, Ampak takrat je zakaj bila- pa? Zakaj? Rekla je, da je veliko boljš. Kdo zdaj, prijateljica ali sestra? Ne, rekla je tako. Veliko boljš je, da greš pravo, ker boš imel en boljš poklic, kot če boš študiral filozofijo, že tako, marksizem bi takrat študiral, verjetno pa primerjalno književnost. Rekla je, pisal še zmeraj lahko, tudi če sodnik. Ne? Ona je bila pa sodnica. Rekla, dej raj, razmisli. No, Pa moram reči tako, da je prav, ne? Ker pravo mi je pa dal en tako življenjsko širino. Kar naprej sem v stiku z ljudmi, ne? Rad delam prav, čeprav je stresen, ne? Ker stresen je zato, ker bi rad uspel z vsako zadevo, ne? Mislim, ne za sebe, ampak zato, ker stranka bi rada uspela, ne? In včasih ne spiš zato, ko študiraš, ne? Ali bo on, pa kak bi, pa včasih prideš v tako situacijo, ko ni izhoda, ne? In pač probaš nekaj narediti, ne? Ja, Ampak no, sem vesel, da sem šel na pravo. ampak vidite, da tudi si pa vedno najde izhod, ne? Ja. Tukaj sem sam svoj avtor, ne? Tako, Pri scenarijih tako. pa moram poslušati, kaj Ja. drugega. Jaz mislim, da smo zamorila dosti. Ja, ne, 10 sekund je že zdavno. Tako da, hvala vam lepa.